Živijo. Danes vam bom dala par nasvetov, kako se sploh lotiti pisanja eseja. Ker ta esej res ni nič groznega, je pa vseeno dobro dobiti ene par nasvetov, da je vse skupaj lažje in da potem na dejanskem eseju ne boste preveč živčni, ker boste dobro vedeli, kaj vas čaka in boste tudi dobro pripravljeni na vse skupaj. V tem webinarju sem na kupu zbrala nekaj točk, ki vam bodo pomagale, da boste dejanski esej odpisali kar se da suvereno. Prva zelo očitna točka je, da seveda preberite knjige, če se da, tudi večkrat. Težko napišete dober esej, če del ne poznate dovolj dobro. Sicer se je mogoče na pamet naučiti vsebino, vendar je to ne samo bolj stresno, ampak tudi bolj dolgočasno. Z vsakim branjem namreč dobite svojo bralsko izkušnjo, ki je drugačna od drugih bralskih izkušenj in jo potem lahko vključite v esej. S tem pa ocenjevalcu pokažete svoje razmišljanje. To je lahko tudi drugačno od učiteljevega ali tistega v priročniku. Pomembno je le, da je dobro utemeljeno, to pa le še potrdi vaše znanje v delih. V povezavi s tem je tudi druga točka, in sicer, da si sproti izpisujte zanimive misli, citate, povedi, ki jih lahko potem uporabite v eseju. Ti citati vam bodo pomagali, ko ne boste več vedeli, kaj napisati, sploh na primer v uvodu. Sicer svetujem, da poiščete neke krajše, ki si jih boste lahko zapomnili, daljše misli pa lahko kadarkoli povzamete. Pa morda poiščete kakšne citate, na katere drugi ne bi pomislili, saj boste s tem presenetili ocenjevalca. In če vam ga uspe pozitivno presenetiti, bo to pustilo zelo dober vtis na celoten esej, kar pomeni višje število točk. Ob branju množice esejev je namreč super, če vam uspe ocenjevalca tudi pozitivno presenetiti in ga ne zdolgočasiti. Tretja točka pa je morda najpomembnejša, če res želite napisati dober esej. Navodilo je preprosto. Čim več pišite. Doma poskusite napisati čim več esejev. Lahko so tudi samo kratke pisne vaje. Pomembno je, da se boste dobro počutili, ko boste pisali, da boste ob tem sproščeni in da boste naučili poslušati samega sebe pri pisanju. Zato za začetek morda pišite o čemerkoli. Samo da se tega navadite, potem pa počasi presedlajte na teme, ki so primerne tudi za maturo. Lahko si na primer izberete glavne teme, ki jih najdemo v Cankarjevih dramah in poskusite za začetek samo napisati uvod na določeno temo. Lahko si izberete tudi široko temo, kot je politika, in napišete kratko razmišljanje o tem, kaj menite o trenutni politični situaciji po svetu in kako lahko to povežemo s Cankarjem. Kako je Cankar še danes aktualen. Te eseje, ki jih napišete, pa naj vedno nekdo podrobno pregleda. Velika verjetnost je, da boste na dejanskem maturitetnem eseju delali iste napake, kot ko esej pišete doma. Zato je nujno, da te eseje nekdo pogleda in podrobno pove, kje je kaj slabo utemeljeno in slabo razloženo, kje se ne držite navodil in predvsem, katere slovnične napake se ves čas ponavljajo, da jih lahko do mature odpravite. Ni nujno, da to stori profesor oziroma profesorica, čeprav tudi z njihovimi pregledi seveda dobite pomembne povratne informacije. Včasih niso tako podrobne, kot bi si želeli, saj morajo vendarle pogledati obilico esejev. Esej pa vam lahko pogleda že sošolec ali sošolka, ki obvlada pisanje esejev. Lahko pa jih pošljete tudi kakšnemu inštruktorju. Skratka, čim več pišite in čim več esejev dajte v pregled. Naslednja točka je, da imejte v mislih točkovanje. Vsebina je vredna do 30 točk, ki jih lahko zlahka dobite, če upoštevate navodila in dobro poznate predpisana dela. Poleg tega lahko dobite kar 6 točk za zgradbo, kar dobesedno pomeni, da morate pisati po odstavkih, odstavke smiselno zamikati in imeti posebej odstavka za uvod in zaključek. V teh dveh odstavkih, se pravi za uvod in zaključek, še ne razlagate tistega, kar od vas zahtevajo navodila. To naredite v jedru, ki mora imeti vsaj 3 odstavke. Torej, celoten esej mora imeti vsaj 5 odstavkov, od tega vsaj 3 v jedru. Odstavki pa morajo biti tudi smiselno vsebinsko ločeni. Zamikate jih tako, da vsak nov odstavek zamaknete na levi strani za centimeter ali 2 v desno, med odstavki pa ne spuščate vrstic. Tukaj imam še dva primera napačno razdeljenega eseja na odstavke. Se pravi, tukaj je tako zamaknjeno kot spuščena vrstica, tukaj pa je samo spuščena vrstica. Nič od tega ni pravilno.
Če torej pravilno ločite esej na odstavke, tako vsebinsko kot vizualno, dobite kar 6 točk za zgradbo. Poleg tega lahko dobite do 6 točk za slog. O tem, kako izboljšati slog pisanja, se bomo sicer pogovarjali kdaj drugič. Zadnjih 8 točk pa lahko dobite za jezikovno pravilnost. Za ocenjevanje jezikovne pravilnosti obstajajo posebne kategorije, ki jih vidite tukaj v tabelici, se pravi od neustrezne rabe ločil, druge pravopisne napake in tako dalje. Ko ocenjevalec v eseju najde napako, jo označi v tabeli, tukaj pa imate zapisan sistem odbijanja točk, se pravi za 2 istovrstni napaki v eni od kategorij v tabeli izgubite pol točke in tako dalje. In ravno tako imate napisano, koliko točk izgubite za raznovrstne napake. Še ena pomembna stvar pri pisanju eseja pa je časovno načrtovanje. Za esej imate 120 minut in pomembno je, da si vzamete dovolj časa za načrtovanje eseja. Najpomembnejši del pisanja eseja je dober osnutek. In to pravim jaz, ki sem vedno trdila, da je osnutek brez veze in da samo jemlje čas. No, ko se človek enkrat nauči, kako se pravilno naredi osnutek, se eseji bistveno izboljšajo. Nikoli več pa se ne zgodi, da bi zmanjkalo časa ali da bi se pozneje spomnil neke dobre misli in jo na silo tlačil nekam nazaj. Kajti, če imaš dober osnutek, bo celoten esej od začetka do konca stekel. Po mojih izkušnjah je čisto okej, če si za osnutek vzamete kar 20 minut. Verjemite mi, da se splača. Za pisanje eseja imate potem na voljo kar 1,5 ure. Zadnjih 10 minut pa ga še preberete in popravite morebitne napake. Kako sicer narediti dober osnutek, pa vam povem v naslednjem webinarju. Kaj pa se zgodi, ko pred sabo dobite navodila? Najprej jih dobro preberite in si označite ključne besede. Potem lahko nekaj minut samo razmišljate o prebranem, da bodo možgani dobili čim več dobrih idej, ki bodo potem zbrane na listu in jih boste lahko smiselno razporedili v celoto. Že pri osnutku pa upoštevajte metodo TRU, torej trditev, razlaga in utemeljevanje. Pri branju navodil bodite tudi zelo pozorni na ednino, dvojino in množino, torej ali od vas zahtevajo, da povzamete dogodek, dogodka ali dogodke. Več o tem pa, kot že rečeno, v posebnem webinarju. Za konec pa še nekaj splošnih začetnih nasvetov za pisanje. Nikoli ne pišite vsega, kar veste o prebranih delih, ampak le tisto, kar je tudi relevantno glede na navodila. Za zastranitev, torej da skrenete s teme, izgubite točke. Pišite tako, kot da razlagate nekomu, ki književnih del ni prebral. Torej, vse razložite in utemeljite. Če ne veste, kaj napisati ali kako začeti, si v glavi predstavljajte, da vas je prijatelj vprašal eno od stvari, ki jih od vas zahtevajo navodila. Poskusite mu ustno odgovoriti v glavi in potem to preliti na papir. Če se nečesa genialnega spomnite prepozno, ko ste že mimo tiste teme in pri koncu eseja tega nikakor ne dodajate. Ocenjevalec ali ocenjevalka ne bosta vedela, da si nekaj izpustil, esej pa bo ostal zaokrožen, kar je zelo pomembno, saj je zgradba eseja vredna 6 točk. V eseju se ne ponavljajte in ne obnavljajte zgodbe, razen če to od vas izrecno zahtevajo navodila, sicer pa se to zgodi zelo redko. V zaključku nikoli ne odpirajte novih tem, zaključek pa tudi poskusite povezati z uvodno mislijo. Da vam to uspe, pa potrebujete dober osnutek. To je za danes vse, več pa v naslednjih webinarjih.